Čeprav le desetina opusa, ki ga je ustvarjala v minulih 6 desetletjih, tako celovite predstavitve del Vlaste Zorko v Mariboru še ni bilo. Ogled njenih del je posebno doživetje. Gledalca nevsiljivo povabi v intimne pokrajine svojih portretov, abstrakcij in žensk. Figurki, kot pravi eden od spremljevalnih napisov na stenah galerije, brez sramu uživajo zgolj v tem, da so, in ne moti jih, da so opazovane. Poimenovane z ležeče, lepe, sedeče, lene, mirne, igrive, so prav človeške figure malih dimenzij tisti svet, za katerega sama pravi, da je najbolj njen, umaknjen, miren, neodvisen. Mislim, da je usodno že bilo to, da smo imeli v gimnaziji krožek v isti stavbi, ki ga je vodil gospod Kolvič, in sem pač se zadrževala tam v krožku in nekako mi je bilo zelo blizu in mislim, občutek sem imela, da mi ustreza. Vsi smo se z nečim ukvarjali kot dijaki, kot se še zdaj ukvarjajo. Najljubši kiparkin material je glina, topla, ukrotljiva, z neskončno možnosti oblikovanja. V glavnem pa je to taka intimna plastika, ko se vsak človek lahko, če ima malo, če imaš senzibilen, ima lahko neko mičkeno zadovoljstvo, če si to ogleduje. Nimam velikih pretenzij za ne vem kakšno razlago in pomenom in tudi jaz jih oddala, jaz jih ne nosim več v sebi. Po končani likovni akademiji se je v Maribor vrnila leta 1959 in tukaj tudi ostala. Njen je tudi znameniti Rudolf Maister pred prvo gimnazijo, pohorski borci v reliefu na drugi gimnaziji in Prežiho Voranc pred osnovno šolo z njegovim imenom. Torej dela, ki jih je ta trenutek še mogoče si ogledati v Mariboru, je približno 15-16, torej so v javnih prostorih, ki je dostop mogoč, in to vabimo obiskovalce, bodo dobili flajere, da si pogledajo in situ. Vlasta Zorko je lani prejela Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, za kar so jo predlagali prav v Umetnostni galeriji Maribor. Tokratno razstavo so pripravljali kar leto dni. In gospa Vlasta želi na to opozoriti in še enkrat apelirati pravzaprav tako na javnost, da pritisne na odločevalce, da Maribor potrebuje še eno razstavišče, ki bo omogočilo torej takšne standarde, da lahko dediščino takšnega pomena, kot je zbirka, tudi razstavimo. Vlasti Zorko pripada tudi čast, da v času razstave do sredine junija iz obstoječe zbirke UGM izbere okoli 20 redko videnih oziroma razstavljenih del, ki se bodo menjavala na 21 dni. Celotna zbirka sicer šteje okoli 5000 del. Mora vedno vse staro umikati nazaj v depoje in to je tehnično škodljivo tudi za sama dela, ker menjujejo temperaturo in vlago in vse to, ki je potrebna, da se neka zbirka kvalitetno ohranja. Ali še ustvarjate? Po malem.